V Črmošnicah v novomeški občini že leta opozarjajo na varnostno problematiko ob državni cesti Novo mesto-Metlika na odseku za njihovo naselje in Stopiče. Gost promet, veliko je tudi težkih tovornjakov, ter cesta brez pločnikov in prehoda za pešce sta nevarni okoliščini predvsem za otroke iz stopiške šole, ki tam čakajo oziroma izstopajo šolskega avtobusa. Med 15 in 20 jih tam zjutraj pešače do avtobusne postaje in po šoli domov. Grem čez glavno cesto, ker avtomobili pridrvijo. Nimamo pločnikov, zato je tudi zelo nevarno. Tudi se je zgodilo, da je koga skoraj že povozil avto, ker moj sošolc tekel je in ga je skoraj zbil avto. Včasih se tudi zgodi, nadaljuje Eva, da ne morem iti čez cesto, ker je veliko avtomobilov in patli avtobus gre, ker ne pobere me, zato ker ga zamudim. Aljaža Tratarja so v preteklosti v šolo vozili starši. Potem je pa oče rekel, da bi probali, če bi z avtobusom hodil, da ne bi porabljali toliko bencina. In zjutraj, ko grem po cesti, me je zelo strah, da me ne bo kakšen avto povozil, in se je tudi že kdaj zgodilo, da sem hotel iti čez cesto in sem videl, da je en avto pridrvel in sem se mogel ustaviti, stopiti na travnik. Avtomobili se ponavadi ne ustavijo, pa morajo veliko časa čakati, da sploh pridejo čez cesto. In tako otroci dnevno izzivajo usodo, poudarjajo zaskrbljeni starši, med katerimi je tudi Laurin oče. Ne moreš vsak dan spremljati otroka, ne? Enostavno ne gre. Ampak majčkeno greš na srečo, zagotovil nimamo. Tukaj pa so hitrosti, tudi do 100 km/h se nekdo pripelja, tudi lahko vidite zdaj, kako hitro vozijo. Je pa omejitev tam 60, ampak ta znak ne upošteva nobeden. Problem je pa tudi ta, da iz enega konca, mislim, z te strani cestišča sploh ne morejo priti do avtobusnega postajališča čez cesto, niti ne morejo od naselja priti sem nikakor, ker je tukaj ograja in morajo na to stran po cesti celo hoditi na to stran ograje in problem je tale, ki so na cesti. Svet krajevne skupnosti je pred leti podal pobudo za omejitev hitrosti na tem delu, kar je občina uredila. Do začetka urejanja križišča, v katerem je med drugim nemogoče zavijanje iz metliške smeri proti Črmošnicam, pa ni prišlo. Od župana so slišali obljube že na sestanku pred 4 leti, dodaja Muren, ki je kot občinski svetnik v novem mandatu perečo problematiko izpostavil tudi na zadnji seji. So imeli 27.1.2015 so imeli tukaj sestanki in je zagotovo, da v roku 2 mesecih bodo to problematiko začeli reševati. Do danes, mislim, se vidi, ta problematika še ni nič rešena. Bomo vzeli v roke, ampak vse veste, kako je. Ko enkrat reče, da bodo vzeli v roke, to gre zelo počasi, ali pa sploh ne vzamejo v roke, samo obljubijo, potem ni pa nič. Pred 2 letoma so, odgovarja Gregor Macedoni, začeli pogovore z državo o tej problematiki. Na podlagi tega se že zaključuje projektna naloga, da se projektna dokumentacija, ki je bila pred 10 leti pripravljena, spremeni in prilagodi novim predpisom. Ta trenutek, ta projektna naloga čaka samo še zadnje podatke iz vzporedno projektiranega rešitve za 3. razvojno os. Oba projekta namreč želijo uskladiti, takoj zatem gre ta projektna naloga v razpis za projekt, ki bo potem pripravljen, da bomo lahko v naslednjih letih tudi zagotovili izvedbo. Tako varnega prehoda čez cesto kot izvedbo priključka, ki danes onemogoča zavijanje. Ker gre za državno cesto, to pomeni nadaljnja 2 do 3 leta, dodaja. Ni možno, da se zaustavi pri državi, ampak občina bi lahko začela že graditi pločnik od tega kraja, ki se konča, ki je projekt do konca, ki je itak v občinski lasti in mora občina poskrbeti za tale pločnik proti Stopičam in ga bi lahko iz une strani gradila proti tem, dokaj se bi država spomnila, da gradi tale odsep. Devetošolka Laura Staniša, ki se bo nevarnostim ob tej cesti kmalu izognila, poziva občino v imenu vseh mlajših otrok. Da naj res poskrbijo za varnost otrok, da ne pride do kakšnih poškodb, do kakšnih nevarnih situacij,
da naj pač čim prej ukrepajo. Če ne bo posluha, bomo v največji sezoni pa protestirali tlele na cest, pa bomo videli, kakšne gužve so, vidite, koliko je prometa na tej cesti. Vidimo, ker je gorjanska tekma, ta avtomobilistična, je že cel kaos, ki je en dan zaprto. Tako dolgo bomo ustrajali, da bomo, če bo treba, tudi en mesec. Mi te obljube dobivamo že kar enih 15 let. Zdaj smo mečko bolj aktivno stopili, že mi mlajši, ne? In premakne se pa nič. Ne? Torej, kaj tukaj pričakujete? Kaj bi bilo treba urediti, da bi bilo tukaj varno za otroke? Prvo kot prvo mora biti pločnik. Tole križišče pa avtomatsko groza. Pločnik na tem spodnjem delu ceste torej, ali tudi na tej cesti? Obvezno na obeh. Kako se bo napovedani projekt odvijal, bomo seveda budno spremljali. V 30-članskem novomeškem mestnem svetu je veliko novih obrazov, v svetniških klopeh pa je v tem mandatu tudi rekordno število svetnic 12. Poleg močne zmagovalke lokalnih volitev v Novem mestu, Liste Gregorja Macedonija, ki ima kar 10 svetnikov, so plodno sodelovanje obljubili tudi drugi izvoljeni predstavniki volivcev. To so potrdili s podpisom dogovora o sodelovanju svetniških skupin v mandatu 2018-2022. Tako imenovani dogovor o programskih prioritetah in sodelovanju pri vodenju mestne občine v prihodnem obdobju je župan podpisal svetniki Liste Gregorja Macedonija, SDS, Desus, SLS, NSI in Dobre države. Sklenjeni dogovor je lep primer strateškega načrtovanja v občini, ob tem poudaril Janez Povh. Naj bi omenil, da smo lansko leto sprejeli strategijo do leta 2030 in ko smo pripravili ta dogovor, smo dejansko šli po strategiji in iz nje vzeli tiste ukrepe, tiste projekte, ki se nas zdijo nujni oziroma izvedljivi v tem mandatu in dejansko pripisali samo. Skratka, skozi ta dogovor se bo ta strategija v pomembnem delu implementirala, kar pa ni zajeto zdaj, pa je puščeno za obdobje po koncu tega mandata. SDS prav tako obljublja konstruktivno delovanje. V SDS-u smo si vzeli čas za programski del, soočili smo ga s svojimi volilnimi programi. Mislim, da smo dali tudi največ pripomb in dopolnitev na sam program. Ključne zadeve naših zahtev so bile, da se poveča sredstva krajevnim skupnostom, kjer smo iz 1,5% si izpogajali 3,5%, potem ukrepe za onesnažen zrak in pa konkretne ukrepe na področju komunalne infrastrukture in trajnostnega razvoja. V Desusu so po besedah Adolfa Zupana zadovoljni, da so njihovi politični partnerji dojeli, da je vendar treba tudi v Novem mestu priti do oskrbovanih stanovanj po več letih, nažalost, da je potrebno zagotoviti vedno dovolj sredstev za pomoč na domu za starejše, ker je dejstvo, da oni ostajajo doma, veliko bolj prijazno do njih in pa seveda, da vse tegobe starejših, ki spremljajo pač to generacijo, se lajšajo tudi preko društev upokojencev in za njih je treba nameniti veliko več sredstev. V SLS-u bodo namenjali največ pozornosti podeželju in družbenim dejavnostim. V preteklosti so namreč večkrat opozorili na po njihovem podhranjena primestna območja. Družbene dejavnosti, to je osnovno šolstvo, šport, kultura, pa recimo pozoren bom tudi, kako se občina ravna do invalidov oziroma do hendikepiranih oseb. V tekstu smo uspeli in tekst je ravnotežen. Zdaj bo treba paziti, da bo tudi izvedba. V minulem mandatu se je število prebivalcev v občini povečalo za nekaj 100, je poudaril Marko Dvornik. Kar pomeni, da je Novo mesto zanimiva destinacija za preseljevanje. In nas veseli, da je v tem sporazumu ponovno poudarek na razvoju gospodarskih con, osnova so delovna mesta in pa za mlade in pa se pravi prostorska problematika in stanovanje za mlade. Koaliciji, ki zdaj šteje 19 svetnikov, se je pridružil tudi Rok Mežnar, na volitvah Macedonijev izzivalec. Kot pravi, se je odzval povabilu. In če te pač povabijo, se odzoveš na povabilo. Sprva sem sicer mislil, da sem bil presenečen na tem povabilu, ampak izgleda, da je gospod župan v svojem protikandidatu prepoznal vrline sposobnosti, ki bi tudi njemu prišle prav v vodenju mandata. In seveda, ko te povabijo k odlični igri, se zagarantiraš, da si v prvi vrsti. Že od župana gospoda Muhiča naprej, pa gospoda Macedonija, so bile postavljene strategije razvoja, sprav smernice mestne občine Novo mesto, ki smo jih tudi mi zagovarjali. Se pravi, smo tukaj, da poskrbimo, da se jih bo župan tudi držal.
Ključna področja pa bodo gradnja tretje razvojne osi, se pravi obvoznice, ureditev parkirnih hiš v Novem mestu in pa seveda tudi bolj čisti zrak v Novem mestu. Dogovor svetniških skupin temelji na programskih usmeritvah in projektih, ki so jim skupni. Gre za zelo širok spekter vseh teh usmeritev in projektov, razdelili smo jih na 12 področji. Če so najpomembnejše tiste, ki zanimajo seveda najširši krog občanov in občank od prometa, predvsem pa seveda želimo tudi kvaliteto življenja, zato smo notri zapisali tudi stvari, ki se določenih generacij tičejo, določenih skupin občanov in tukaj bomo delali naprej razvojne korake. Interesov bo nedvomno veliko. Sedaj imamo seznam tistega, kar so prioritete, na tem bomo temeljili, vsak proračun pa bo seveda do neke mere še vedno lahko prinesel kakšno manjšo spremembo, pa vendar mislim, da s tem, ko imamo neke temeljna načela in osnovne projekte usklajene, da smo glavnino tudi bodočih proračunov uskladili. Sodelovanja tudi z drugimi svetniškimi skupinami pa ne izključujejo, dodaja Macedoniji. Marija Jakše z Malega Podljubna v novomeški občini je bila doslej najbolj znana po tem, da je osvajala različna priznanja za svoje dobrote, zdaj pa je kmetica leta 2018, s čimer lahko svoje poslanstvo, delo na kmetiji in ohranjanje tradicije še bolj približa vsem nam. Kako odlična je v domači kuhinji, kjer je nastalo že ogromno dobrot, smo se prepričali tudi sami. Že ob prihodu so bili na mizi omamno dišeči piškoti različnih vrst in marmorni kolač. Posebej za nas pa se je lotila peke kruha, za katerega je v preteklosti že dobila 6 zlatih plaket. Meni ta peka veliko pomeni, to za dušo izpravim, da pečem. Ne? Pa na teh razstavah, ko sodelujem, to je neka tradicija, da se ohranja dediščina naših babic. To mi tudi veliko pomeni, ne? Da gre iz roda v rod, da se ne pozablja kruh, ki pečemo, ne, potvice, pletenice, kolače. Za svoje dobrote, ne le za kruh, je na različnih ocenjevanjih dobila številna priznanja. Za marmorni šarkelj, pletenice, jabolčni zavitek. Vsa ji veliko pomenijo, a če izbira med njimi, je najbolj v spominu ostalo prvo. Mogoče še od kraja, ko sem dala na razstavo ob Ptuj slovenskih dobrot in kmetij, ki sem dobila zlato priznanje za potvico. Ne. Sem pa mogoče na dobri poti, da dobro pečem. Ne. Prav to je bila tista potrebna spodbuda, da Jakšetovo še danes največkrat lahko najdemo v kuhinji, pomembno pa je k temu, da se udeležuje ocenjevanj, prispevala tudi predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto, Štefka Vidic. Polno idej, kako kakšno stvar speljati, zelo delovna, vztrajna, sposobna, njena peciva so in kruh in so izvrstna. Ne? Tehtnice pri peki praktično ne potrebuje, sestavine zmeša po občutku in res je prava mojstrica. Poskusiš, pa vidiš, ne. Saj sam ne veš, da je to tako dobro, ne, se vsaka pravi, ja. To ni, ne? Ampak ko pa daš na oceno, pa vidiš in to je tisto spodbuda spet za naprej. Ne? Prav to vrstna ocenjevanja so dobra podlaga za nadaljnje pridobivanje znanja. Veliko se namreč naučiš iz podane ocene. To je dobrodošlo, ne? Da dobimo ob vsakem ocenjevanju tudi ocenjevalni list, ki vidiš, kje so tiste napake in se pravi, na napakah se učimo. Ne? V peki je v veliki meri samo uka, udeležuje se sicer delavnic v organizaciji društva, veliko znanja pa si izmenjajo tudi članice med seboj. A kuhinja ni njen edini delovni prostor, ta je prostran. Dela na kmetiji, na kateri se prepletajo živinoreja, poljedelstvo in vinogradništvo in nikoli ne zmanjka. A ga ne bi zamenjala, pravi. Da ohranjamo tole naše podeželje, to je meni veliko pomeni, da je to obdelano, ne, in drugače se mi zdi, da si doma delaš, ko pa v službi nekje zaprt. To je bolj razgibano. Vsak dan na kmetiji je raznolik. Skrbi za 22 glav živine, 13 hektarov zemlje, 5 so je vzeli v najem od sosedov, ki so opustili dejavnost in se začne že zelo zgodaj. Začne se pred 5 zjutraj,
pozajtrkujemo skupaj z možem, s hčerko, potem ona dva v službo, jaz pa štala za lepo zim. Poletje pa treba po njivah, vinograde, ko se začne delo. Tudi zaključi se pozno, sploh poleti, ko je opravil več. A ob tem ni sama, vedno lahko računa na pomoč najbližjih. Družina me tudi veliko pomeni, mož, hčerka, ki je doma, in druga hčerka, ki se je odselila, še vedno rada pride pomagati in smo povezani. Ob vsem tem pa ji ne zmanjka časa za ljudi, za okolico. Tako je dejavna tudi v društvih. Jaz sem v društvih kmečkih žena Novo mesto že 22 let, ker res sodelujemo dobro skupaj in se razumemo. Pa pri gasilcih PGD Mali Podljuben, tudi na Straški jeseni sem v straži pri turističnem društvu. Res ima eno posebno roko za svoje specialitete in za, bi rekla, posebno roko za ljudi privabiti. Ona je ena posebna oseba tudi na Malem Podljubnu, ker res je povezala vas, da se imajo lepo v vasi, da se združijo, da pomagajo drug drugim. Njena prizadevanja so prepoznali v Zvezi kmetic Slovenije in ji podelili naziv Kmetica leta 2018. Ta naziv Kmetica leta mi pomeni to veliko zahvala za moje delo in velika spodbuda za naprej, še za nadaljno delo. Predvsem je pa to eno veliko spoštovanje do slovenskih kmetic. Zelo veliko pomeni za društvo, da smo na pravi poti, da imamo pridne članice. To je priznanje kmetici, slovenski kmetici, ne samo naši kmetici. Lahko smo ponosni na soobčanko, je ob sprejemu na Rotovžu dejal novomeški župan Gregor Macedoni in poudaril, da je Marija Jakše ambasadorka občine. Ta naziv tudi neke vrste promocija vrednot, ki jih predstavlja, torej tako ohranjanja podeželja kot nekega domačega dela, skrb za kmetijo, ohranjanje kulturne naravne krajine. Občina sicer kmetijstvo podpira na različne načine. Torej mi vsako leto kar nekaj ukrepov sofinanciramo. Vemo, da seveda v novomeški občini je kar nekaj kmetijskih površin, kar nekaj posameznikov, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, čeprav morda nismo najbolj znani navzven po tem, pa vendar se mi zdi pomembno, da ta del ohranjamo in da tudi podpiramo. Če se še enkrat vrnemo v kuhinjo Marije Jakše, v njej je toplo, prijetno in omamno diši. Sama pa je s svojim delom, ljubeznijo do zemlje in vsega domačega lahko zgled mnogim, pa ne le kmeticam. Krka je imela le zimskih 5 stopinj Celzija, ko se je več kot 30 potapljačev iz vse Slovenije, pa tudi iz Hrvaške vanjo potopilo na novomeški Loki. V januarju so namreč izvedli novoletni potop v zeleno lepotico. Nanj že tradicionalno povabijo v klubu za podvodne aktivnosti Novo mesto pod okriljem Slovenske potapljaške zveze. Z januarskim potopom v ledeno Krko so hkrati odprli 25. potapljaško sezono v Sloveniji. Cilj kluba za podvodne aktivnosti je tudi druženje. Se pravi, ta del, ker nekatere klubi imajo pač bolj ekonomsko so usmerjeni in imajo pač zadeve drugače, mi imamo pa tudi poudarek na druženju. Je šport in druženje, ker je nekaj tudi potrebno, bi rekel, kondicije imeti, da so opremo nase daš, nekaj teže je, da se spraviš v vodo, da prideš iz vode ven, tako da je šport, ja. Je zanimanje, je vsako leto. Imamo sigurno 2 do 3 nova člana mlajša. Lani so pridobili nekaj novih potapljačev, dodaja Jordan. Velik poudarek pa dajejo izobraževanju. Najpomembnejše je seveda varnost pri potopih. Tako da Andrej Lukan, Jure Gros in jaz nekako poskrbimo za izobraževanje, tako na nivoju samih potapljaških kategorij, kot pač tudi na izobraževanju reševalcev za razne izobraževanje, nudenje prve pomoči s kisikom, potem samooživljanje in podobne zadeve. V ledeno reko so se že 3. leto zapored potopili tudi člani Koprskega potapljaškega kluba. Glede na to, da se predvsem in skozi vse leto potapljajo v morju, je potop v reki svojevrsten izziv. Tudi oni nas obiskujejo, mi na naši otvoritvi sezone
smo imeli prejšnjo soboto v Fiesi, so tudi oni prišli, tako da dejansko med društvi se družimo, vsi hodimo na razne prireditve. Zdaj z januarjem že tradicionalno imamo otvoritve sezone in tako da vidimo, da iz vse Slovenije prihajajo na razna srečanja. Potapljači neizmerno uživajo v adrenalinu, ki jim ga daje ta dejavnost oziroma šport. Moram reči, da na začetku jasno te vleče tudi nekaj novega. Potem kasneje si dejansko popestriš dopustniške dni tudi s potapljanjem. Potem ni dovolj samo, da se potapljaš v Jadranu, da se potapljaš v Krki, hočeš še nekam naprej, bolj vlečejo te zadeve, ki jih vidiš po televiziji, bolj, bom rekel, potaplaško znane lokacije. Jaz sem v potapljanju že 20 let, tako da izkušnje imam, bodi si v rekah, bodi si v morju. Nekako se rajši nagibam morju, kot govorim, prvo zaradi temperature, ker Primorci imamo rajši malo večje temperature, kot pa tukaj bi rekli fanti iz notranjosti. Novomeški potapljaški klub, ki je lani obeležil 45 let delovanja in 25-letnico izvajanja čistilne akcije na Krki, ta čas šteje približno 65 članov. Dejavni so vse leto. Ključni dogodki so se pravi otvoritev sezone, spomladanski tabor za člane KPA, potem je ekoakcija prva sobota v septembru in pa jesenski tabor. Ostale so pa potem aktivnosti, razne enodnevni dogodki, potapljanja na Hrvaškem ali pa vikend potopi v tujini. Osnovni pogoj za članstvo je seveda zdravje. Potem je neka osnovna fizična pripravljenost in pa seveda neko znanje plavanja. Kljub temu, da smo potapljači, se pravi, da se obtežiš, da greš dol in da se napihneš kompenzator polovnosti, da greš gor. Udeležba na odprtju sezone je vsako leto odvisna od vremena. Letos je bila med višjimi, saj je prišlo več kot 100 potapljačev. Se pa vsi ne odločijo za potop, saj je zimsko potapljanje posebno in zahteva več izkušenj. Potapljanje je dosti pristopno v vseh obdobjih. Samo če so izpolnjeni varnostni pogoji, se pravi, da je reka omogoča potapljanje. Zdaj mrzlo, se pravi, imamo suhe obleke, polsuhe obleke, mokre obleke in celo leto traja potapljanje. Tega sicer izkušeni potapljači odsvetujejo mlajšim od 12 let, saj še niso dovolj zreli in disciplinirani. Morda so izjeme otroci njihovih članov, ki se zavzamejo za to, da njihovi otroci začetniki pridobivajo izkušnje na ustrezen način. Župan mestne občine Gregor Macedoni je na Družbo za upravljanje terjatev bank naslovil odprto pismo glede dražbe zemljišča podjetja Brod Invest v stečaju na območju Brod Drage. Na novomeški občini so to območje ocenili kot razvojno področje za nadaljevanje gradnje večstanovanjskih stavb. Stanovanjskim skladom Republike Slovenije so tako že podpisali pismo o nameri, s katerim so se v primeru uspešnega nastopa sklada na dražbi za to zemljišče dogovorili za sodelovanje pri gradnji komunalne infrastrukture in za možnost odkupa dela zemljišč namenjenega individualni gradnji. A na dražbi se je zgodil nenavaden scenarij. Kjer je prišlo do res nenavadne situacije, da sta si konkurirala Družba za upravljanje terjatev bank in Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Predvsem zato, ker je Stanovanjski sklad bil za občino usklajen tudi v nadaljnjih korakih, kako bojo investicije tukaj potekale, medtem ko je Družba za upravljanje za terjatev bank namenjena povsem drugemu namenu in je v bistvu v tem trenutku se pokazala kot zaviralec nekega razvoja v naši občini. Župan se sprašuje o smiselnosti nastopa družbe na tovrstnih dražbah glede na njeno primarno nalogo upravljanja prenesenih terjatev. Mislim, da je naš apel dosti jasen in glasen. Pošiljamo ga zato, ker verjamemo, da se da seveda spremeniti, nekdo sprejema odločitve in odločevalci naj resno razmislejo o tej situaciji. Novomeščani so v letošnji zimski sezoni lahko uživali na največjem drsališču s pravim ledom doslej, ki je mlade in mlade po srcu dober mesec privabljalo na novi trg. Pestro dogajanje se je odvijalo tako na kot ob ledeni ploskvi. Letos po spletu okoliščin težav s partnerji, ki naj bi tukaj postavili drsališče, Zavod Novo mesto se je obrnil na nas z, bom rekel, enim
blaznim tehničnim izzivom, namreč od 3. decembra, ko smo prvič nekako stopili v stik in potrdili to naše sodelovanje oziroma željo potem, da se vendarle reši drsalna sezona, smo 7. decembra tukaj že drsali. Že postavitev drsališča podjetja Lucky Luka je bila torej izziv. Moramo se zavedati, da gre za vrhunske sisteme, ki zagotavljajo to ledeno površino. To so sistemi, kot jih uporabljamo na olimpijadi v Torinu, kjerkoli. Agregati, ki so prišli iz severa Nemčije, sistemi iz Nizozemske, se pravi, kar precejšnja logistika, da se je to zgodilo v tako kratkem času. Ponudnik tehnične infrastrukture z dolgoletnimi izkušnjami na področju drsanja in priprave programa na ledu, Glasinc je nenazadnje nekdanji umetnostni drsalec in olimpijec, je v veselem decembru, pa tudi še januarju, za obiskovalce pripravil vrsto brezplačnih animacijskih dogodkov. Sodelujemo v večini primerov tam, kjer lahko damo svojo dušo, svoje znanje, kjer lahko podamo vse tisto, česar ljudje ponavadi, ko postavljajo drsališče, niti ne pričakujejo. Kot je povedal Glasinc, so na ledeni prireditveni prostor uspeli privabiti tudi do 1500 obiskovalcev dnevno oziroma več kot 30.000 v sezoni. Ne glede na dejansko število, pestro je vsekakor bilo, saj so tam dnevno uživali tudi otroci iz številnih vrtcev in šol. Potrebno je dnevni program, šole drsanja, animacije, prave drsalke, pravi pristop, rdeča nit, nekaj, da ljudje z veseljem prihajajo nazaj vsak dan. Drsališče je bilo zadetek v polno, se strinjajo v zavodu Novo mesto. Glede na mile zime in pomanjkanje snega je drsanje ena taka aktivnost zimska, ki nekako spada ali pa se je začelo uveljavljati tudi v mestnih centrih, tako da zagotovo tudi v naslednjih letih, glede na to, da ljudje to čezdalje bolj aktivno spremljajo in se udeležujejo in imajo že svoje drsalke, zagotovo tudi v naslednjih letih drsališče v mesto. Ja. Zavod Novo mesto je bil sicer najemnik drsališča. Stroški najema so bili 25.000 evrov, potem so pa še stroški vzdrževanja zaposlenih izposojevalcev drsalk in še stroški elektrike recimo in vode in tako da vse skupaj, kaj se ocenjujem, nekih 30-35.000 evrov. Dogajanje na drsališču so sredi januarja sklenili z veliko nagrado Novega mesta, s katero so se s hitrostnimi tekmovanji, nagradnimi igrami in zabavnimi vložki poslovili od uspešne sezone.